Ob koncu enoletnega projekta Niti mesta so v Minoritski cerkvi sinoči obudili spomin na zlate čase mariborske tekstilne industrije. Pred 2 letoma so se tako v Muzeju narodne osvoboditve Maribor začeli posvečati tekstilni industriji. Nastala je razstava Jugoslovanski Manchester. V okviru projekta Niti mesta so se odprli navzven z raznimi dogodki, tokrat prav z obujanjem spominov na Pajkov ples. V Muzeju narodne osvoboditve Maribor se že kar nekaj let posvečamo mariborski industriji in lahko bi rekli, da je bila tekstilna industrija ena najpomembnejših panog v Mariboru. Danes ste slišali oziroma smo slišali med obujanjem spominov, koliko delavcev je ustvarjalo to industrijo. Hkrati pa so seveda s tem svojim delom ustvarjali tudi modo, oblikovanje našega mesta, pa tudi seveda širše okolice. Nekdanji kapetan nogometnega kluba Maribor Oto Blaznik, ki je hkrati tudi nekdanji tekstilec, je svojemu nogometnemu klubu prinesel vijolično barvo dresov. Pajkovih plesov se spominja s posebno nostalgijo, saj je tudi nekdanji član odbora za Pajkov ples. Hkrati pa tudi opaža veliko razliko med starimi in sedanjimi časi. Vzdušje takrat in danes se ne da popisati. Danes se mladina zabava popolnoma drugače, kot smo se mi takrat. Mi smo bili dopoldan delavci v tovarnah, popoldan smo bili športniki, zvečer smo se pa zabavali. Znali smo plesati, muzika v Mariboru je bila vedno dobra in to vse smo mi prinesli na ta Pajkov ples, ki je zastopal tekstilce. Nekateri so bili pred 50 leti še premladi, da bi se aktivno vključili v pripravo plesa, so se pa vsekakor pridružili ustvarjalcem in oblikovalcem tekstila s svojstvenim slogom. Furgula, mariborski oblikovalec hlad z značilnim širokim spodnjim delom, je bil eden tistih, ki so z občudovanjem spremljali ples in tudi sami ustvarjali. To je bil namreč ples, na katerem so vse ženske imele tudi drugačno večerno obleko, vladali pa sta eleganca in prestiž. To je bilo res elitni ples, ker je bilo plesov, je bilo takrat dosti. Je bil lovski, pa medicinski, pa pol so bili ekonomisti, pa vsi so imeli plese. Samo Pajke je bil malo višji nivo, ker tam se je zbrala tako zvana smetana. Ampak na šoli seveda mi vzgajamo za modnega oblikovalca in pač se mi trudimo vseeno v tej smeri oblikovanja dijake navdihniti, da vseeno to ni poklic, ki je v izumiranju. Zdaj pa za idejo smo si pa sami izbrali rdečo nit kot idejni moto, zato so naše kreacije bile predvsem črno-rdeče in izdelovali smo to z večjimi ne generacijami, ampak letniki. In kje smo danes v Mariboru s tekstilno industrijo? Imamo velik potencial, ki se ga splača izkoristiti. Ja, zagotovo ideje o obujanju industrije v Mariboru obstajajo, vendar pa je vprašanje, koliko je to dejansko izvedljivo. Zagotovo se pa bi dalo kaj na temo tekstila, od oblikovanja do izdelave tekstila, vendar v manjši meri tudi obuditi in prepričana sem, da bomo skupaj s partnerji delali na tem. Danes smo videli, da imamo generacijo oblikovalcev, ki obeta in upamo, da se bo temu pridružile tudi druge veje, torej da se bo morda začelo tudi znova izdelovati tekstil v Mariboru, kakorkoli že, če drugega ne, spomin na to, kar je bilo nekoč v Mariboru, ne sme zamreti. Tako si lahko zaželimo dvoje, da Pajkov ples ponovno zaživi in da prinese zraven ponovno razcvet tekstilne industrije.